Lepo pozdravljeni, dobrodošli v kanalu Raj na zemlji. Danes sem pa šel spet v tujino, sicer v našo bližnjo Avstrijo, pogledati eno čudež narave, ki se nahaja v mestu Beljak, točneje po avstrijsko Villach. Ta čudež narave je pa edinstven na svetu. Zdaj v nadaljevanju videa boste videli zakaj, zdaj vam pa pokažem, kje se nahajam. Sem v bistvu skoraj v centru Villacha, to je v bistvu mestni gozd mesta Beljak. In tukaj vidimo suho strugo potoka in gremo še malo više. In smo pri taki suhi kotanji. Verjetno si mislite, to ni nič posebenega. Ja, res ni nič posebenega trenutno. Sta točno dve kotanji, zgornja in spodnja. Evo, vidite, je suho. V nadaljevanju videa si boste pa pogledali posnetke izpred kakih 3 mesecev in boste sami ocenili, da se to splača pogledati. Je pa to sicer potok Maybachel, oziroma naravni izvir Maybachel, tako da gledajte naprej. Pa smo pri tem naravnem fenomenu v Avstriji. Gledajte, naravne toplice sredi gozda. Voda ima 28 stopinj. Tukaj se dobro vidi izvirna luknja. Tukaj so tudi drugače dva jezerčka, se pravi, ta je toplejši, ta zgornji pa malo hladnejši. Jaz bi rekel, da je 25 stopinj. Je pa seveda ta topli vrelec aktiven samo v povprečju kakšen mesec na leto. Samo kadar je dosti padavin, zdaj je po dežju in po snegu, tako da ponovadi je najbolj aktiven pomlad, se topi sneg, če ga je dovolj v hribih. Z druge strani kopanje v teh čudovitih vrelcih. Voda 28-29 stopinj. Jutranje meglice. To pa je raj na zemlji. Voda je globoka tam, 70 cm, slab meter, tako da se tudi fajn da zaplavati. Prav čutiš toploto od meglic. Evo, pogledajte na jezero. Oba se pravi na levo stran in pa na desno. Seveda, ti izviri so pa aktivni samo ob precejšnji količini padavin. Najboljše razmere so v bistvu takrat nekako spomlad, ko je kombinacija, ko se v hribih topi sneg in pa seveda, ko je precej padavin.
Takrat imate največjo možnost, da dobite Maybachel polhen. Maybachel se nahaja neposredno pod goro Dobrač. Jaz sem pa sicer ta izvir že spremljal kar nekaj časa in sem prišel do enega spoznanja glede količine padavin, koliko jih mora biti, da ta izvir sploh začne delovati. In jih mora biti približno 60 mm padavin, mora pasti. Zdaj, to je lahko enkratno, v enem dnevu, lahko pa nekako v 3 dneh. In potem pa teče, seveda spet odvisno od padavin. Če se padavine še naprej pojavljajo, potem lahko teče tudi 3-4 tedne. Če pa ne, pa pač kakšen teden ali pa še manj. Odvisno od padavin. Tako da res je zanimiv tak fenomen. Mislim, da je kar edinstven na svetu. Ta izvir pa poznajo večina samo domačini, Beljačani. Pridite pogledat, res. Evo, tukaj je lepo prikazan, kako se ta voda, se pravi, izvirska voda z površja gre v tla, v tleh je vroča voda in potem pride nazaj ta zelena mešana voda. Je pa temperatura, kako smo rekli, 28-29 stopinj. Bazenčki pa vidite, koliko so veliki. Približno 15x20 metrov. Se da kar fajn naplavati. Ljudi pa tle ni nikoli prav veliko, no. Po noči ste lahko tudi čisto popolnoma sami. Uživate v intimi. In ta potoček se pa pridruži reki Zilji. Seveda vmes so pa te toplice njihove, Varenbad Villach, ki seveda tudi uporabljajo to vodo potem nižji dol za svoje toplice. V nadaljevanju videa vas pa vabim, da si ogledate še in super razgledno točko na Beljak. Gledajte video do konca, boste videli, kako je to lep razgled. Seveda Slovenije, z naše strani. Kolesarjenje je na 1600 metrih. Neprecenljivo. Spodaj v dolini 30 stopinj, tukaj prijetnih 20. Kolesarjem pa v dolino Železnice. Prav, to je iz Korenskega sedla. Zavijemo desno v Karavanke in na to do razgleda na avstrijski Beljak. Super. Lepo pozdravljeni na planini Blekova. Evo, med Kravcem, planina v Karavankah, na višini blizu 1700 metrov. Ta planina je avstrijska, čeprav je večina slovenske ozemlju. Desno od koče, pogled na najvišji vrh tega dela Karavank, Trupe v poldne, ki je visoko 1931 metrov. Zdaj se bo odpiral pogled na Beljak. Dobrih 1100 metrov više. Ravno za tem robom oblaka, tega nizkega oblaka, je ta izvir Maybachel. Na desno stran ob smrekah Paško jezero, oziroma Fakersee, na sredini Beljak, proti levi pa Dobrač. Zanimivost je ta, da je koča čisto na meji, pri mejnem kamnu. Tam boste videli, da že vidite mejen kamen, tukaj je pa koča, se pravi takoj za mejnim kamnom. Prav zanimivo. Koča avstrijskih pastirjev. Evo, mejni kamen številka 77, zraven pa koča na planini Blekova. Še na Dobrač. In pa proti Beljaku. Res je koja na dlani. Zanimivo pri tej planini tudi to. Ta planina je sicer avstrijska, ampak dostop imajo pa samo slovenske smeri. Skozi dolino Železnice. Pravca uživa. Še pogled na našo stran.
prav pogled v dolino Pišnice, v oblakih sta pa seveda Prisank, naravnost in pa levo Razor, desno od Prisanka je pa prelaz Vršič. Ena od mojih zvestih gledalk bo točno vedela, kje se nahajam. Pošilja mi lepe pozdrave. Poslavljam se od vas. Hvala, zdaj pridejo na vrsto teli pravi poletni videi, kjer me ima glavno vlogo voda, razne soteske, slapovi skriti in tako naprej. Tako da teh videov bo kar nekaj, bo pa eden bolj zanimiv pa drug. Evo, je pokazal eno čudovito rožico za na konec. Hvala za ogled. Naročite se na moj YouTube kanal Raj na zemlji. Pa se vidimo v naslednjih videih. Čau!